Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se nocoj zbrali k temu pasijonskemu večeru, ki je letos posvečen Cvetani Prijol. Upamo, da jo bomo nocoj malo bolj spoznali in da nam bo tudi vnaprej v življenju dala zgled, kako sprejeti križ, kako se darovati. Pa predajam besedo organizatorki, gospe Urški. V Božjem vrtu, kakor ga je opisal sveti Avguštin, ne poganjajo samo rdeče rože mučencev, temveč tudi bele lilije devic in zeleni bršljan zvestih zakoncev, dišijo vijolice vdov. Božja služabnica Cvetana Prijol je v tem vrtu zasajena kot bela lilija, ki je svoje življenje skozi trpljenje spremenila v dišeče olje svetosti, ki se na rane in razbolelost tega sveta uliva zato, da osmisli bolečino sodobnega človeka in ga pomaga spremeniti v Bogu všečno daritev. S temi besedami so lansko leto v Nadškofiji Maribor, ki vodi postopek za Cvetanino beatifikacijo, pospremili obhajanje 50-letnice njene smrti. Rojena leta 1922 v Mariboru, je Cvetana leta 1973 v starosti 51 let dosegla polnost zemeljskega življenja. Cvetana Prijol je slovenska svetniška kandidatka, mistikinja, laična sodelavka, nadarjena glasbenica, glasbena pedagoginja in pesnica. Kljub različnim težkim boleznim je ohranjala vedrino do življenja in svoje z boleznijo preizkušeno življenje darovala kot daritev ljubezni za cerkev, duhovnike, laične sodelavce, duše v vicah in ohranitev vere. Cvetano imenujejo slovenska mala Terezija, saj je bila v marsičem zelo podobna sveti Tereziji deteta Jezusa. Obe sta si izbrali isti poklic, poklic ljubezni. Bogu sta darovali svoje življenje, veliko sta trpeli in svoje trpljenje vdano prenašali. Obe sta bili navdušeni za misijone in ohranjali preprosto otroško vernost. In obe sta pred smrtjo obljubili, da bosta delili ljudem na zemlji milost in pomoč iz nebes. Cvetani je bila podarjena umetniška duša in tudi današnji pasijonski večer v Stari Loki je posvečen umetnosti, poeziji, glasbi, besedi in likovni ustvarjalnosti. Pred nami je postni prt križane ljubezni Cvetane Prijol, ki prinaša podobe iz njenega in Jezusovega življenja, ki ga je zasnovala slikarka Agata Pavlovec, naša domačinka, pomagali pa so ji ga naslikati udeleženci 3 postnih likovnih delavnic. Na večeru bomo Cvetano spoznali preko njenih pesmi in dnevniških zapisov. 3 Cvetanine pesmi so posebej za ta dogodek uglasbili naši domači skladatelji, izvedli pa jih bodo različni pevski sestavi našega občestva tu v Stari Loki. Vse vas lepo povabim, da med dogodkom ne ploskate in vse sodelujoče ob sklepu večera nagradite z aplavzom. Zasmęczeni nocy, wielka
Moj poklic. Razmišljam, zakaj si me poklical v življenje? Ali sem za kaj potrebna? Ali moram prav jaz nekaj storiti in ne nekdo drug? Ali ni pri tebi vseeno, kdo kaj dela, glavno, da dela? Jezus, dal si mi življenje, polno bolezni. Niso samo breme meni sami, še bolj so mojim dragim. Dal si mi slabotno telo, ki vzdrži le bolj malo naporov. Do svojega 28. leta starosti še nisem nič dosegla, niti diplome, niti službe. Znanci me pomilujejo. To me ne boli, saj jim ne zamerim, da gledajo moje življenje samo z majhne človeške perspektive. Nič takega torej ne delam, da bi mogla reči, nenadomestljiva sem. In vendar vem, da imam svoj poklic. Moj poklic je ljubezen. Delati zate more kdorkoli drug. Tudi trpeti zate morajo še več in mnogo bolje kot jaz druge velike junaške duše. Toda ljubljen pa hočeš biti, moj Jezus, prav od mene. Zato si mi dal življenje. Hotel si imeti eno človeško srce več, na katerega bi se oziral s toplim pogledom. Eno srce več, ki bi te klicalo vedno znova, da te ljubi. Da ne more in ne zna drugega, kot tebe ljubiti. Eno srce več, ki ga ti ljubiš in mu daješ vso svojo ljubezen. Sonce že gre za goro, več mi svetilo ne bo, luč mi ne prišla bližji. Jezus moj ljubljeni ti, zvezde na nebu gori, angel moj kliče me že,
Kesanje. Gospod, glej našo stisko, iz globine čuj naš glas. Srce nam omahuje, le ti se usmili nas. Premišljujem svoja dela, v minule gledam dni. Glej, Satan me preganja, srce mi ledeni. V skušnjavah sem popuščal, zdaj grehi me teže. Sem milosti zapravljal, zdaj obžalujem vse. A ti se me usmili, pokaži pravo pot. Otmi sovražni sili me milostno, Gospod. Moj Bog, srčno ponavljam obljubo krstno ti. Se Satana odrekam, zvesto bom služil ti. S pokoro se prenavljal bom sveti postni čas. Gospod, otmi vse ljudstvo in greha reši nas. Glej to srce, glej to srce, ki v ognju plamti, kot večna molitev k očetu kipi. Za njega le bije utrip mi srca in moli in prosi in hvali Boga. Moj Jezus, ko gledam te srčne plamene, naj tvoj sveti ogenj zajame še mene.
v molitev naj delo se mi spremeni, srce naj mi bije le zate vse dni. Glej to srce, v njem križ se iskri, pod križ so vodile vse moje poti. Trpljenje sem ljubil z vsem žarom srca, vso bedo in muko okusil do dna. Gospod, daj da vzljubim vse križe, težave, trpljenje, ki spremlja me skozi življenje. Če ti boš pri meni, se nič ne bom bal. V življenju in smrti ti zvest bom ostal. Glej, to srce sem s trnjem ovil, osebno svobodo si sam omejil. Le volja očeta bila mi je vse, od rojstva do groba živel sem iz nje. Zapovedi tvoje naj bodo kot spevi, na poti k nebesom mi božji odmevi. Daj, Jezus, da vzljubim jih, zvesto vršim, s tem pravo notranjo svobodo dobim. Glej, moj otrok, še rano srca, za vse je odprta in nima meja. O, pridi, če truden si, te poživim, ponižnost, tolažbo ti, mir podelim. Moj Jezus, naj skrijem se v srčno tirano, kadar me slabosti in grehi težijo. Če dvom in obup bi me zrušil na tla, boš ti moja moč in pokoj srca.
8. Ljubezen hodi skozi svet, tako ledeni, gluhi svet. Krvava sled se v pesku vije, krvava sled, ki v soncu sije. A ti vprašuješ še, čemu? Poglej prebodene roke, poglej prebodeno srce. Ljubezen, ki ne omaguje, ljubezen, ki le svet rešuje in v žaru križa vabi nas. Na pot zdaj, bratje in sestre, nas ostali Kristus klical je. Krvava sled se v pesku vije in zmagoslavno v soncu sije in mi gremo za njim, za njim. Ljubezen stopa skozi svet, tako betežni, gluhi svet. Krvava sled se v pesku vije, krvava sled, ki v soncu sije, a ti vprašuješ še, čemu? Poglej prebodene roke, poglej prebodeno srce, ljubezen, ki ne omaguje, ljubezen, ki le osrečuje, se darovala je za te. Na pot zdaj, bratje in sestre, saj stali Kristus kliče že, krvava sled se v pesku vije in zmagoslavno v soncu sije in mi gremo za njim, za njim. Glej, žarko vsi okoli srca. Moj nauk daje srečo in luč je sveta. Naj vodite vedno to sončno srce, ki greje in ljubi ljudi vse zemlje. Naj sijem kot lučka v temo naših mest. Smehljaj tvoj ponesem v puščavo teh cest. Naj radostno služim ljudem, kakor ti, saj tvoje srce v meni večno gori.
Cvetana je bila marsikaj. Bila je umetnica, glasbenica, laična sodelavka v cerkvi, mistikinja, učiteljica, pedagoginja. Predvsem pa je bila plemenita duša, predana z ljubeznijo do Boga in bližnjega. Svoje življenje, vse dobro, vse preizkušnje in vse trpljenje v njem je darovala Bogu v zameno za ohranitev vere, za krščanstvo pri slovenskih, za laične sodelavce, za duhovnike. Z ljubeznijo do Boga in do bližnjega je bilo tako res njeno življenje popolnoma prevzeto. Ko sem se sama srečala s Cvetano, tega je sedaj že nekaj let, me je takoj prevzelo njeno globoko krščanstvo, njeno plemenito dojemanje Boga, ljubezni do Boga in bližnjega. Začutila sem nekaj pristnega, nekaj lepega. Začutila sem, da mi lahko pomaga, da postanem boljši človek in boljši kristjan. In prepričana sem, da lahko pomaga in spregovori tudi marsikomu drugemu, marsikomu v naši sredi. Tako je lahko za zgled vsem mladim oziroma vsem, ki še iščejo svoje mesto v življenju cerkve. Tudi Cvetana je kot mlada dvomila, iskala in šele po dolgem iskanju je potem našla globoko in iskreno vero v Boga. Prav tako nam lahko vsem pomaga, da živimo in delamo ljubezen do bližnjega. Sama je želela vsakem bližnjemu videti svojega brata in sestro v Kristusu. Vsakomur je želela pomagati in v vsakomur je želela videti Kristusa in zmerom je želela, da bi preko nje vsakdo srečal Kristusa. Prav tako je lahko za zgled mnogim umetnikom, predvsem glasbenikom. Glasba je vso življenje pomenila res veliko. Želela se je tudi postati glasbenica, vendar ji potem zaradi bolezni, ki so jo spremljale vse življenje, to ni bilo dano. Vse skozi pa je ostala ta ljubezen do glasbe. Prav tako je lahko za zgled vsem učiteljem, pedagogom. Sama je namreč nekaj let potem poučevala v glasbeni šoli. In vsakemu učencu je želela videti tisto dobro, tisto presežno. Kot se je izrazila sama, želela je, da bi vsakem učencu srečala, videla malega Kristusa. Vse učence želela spodbujati, da naj se izkažejo, da naj poiščejo tisto najboljše v sebi. Predvsem pa nas Cvetana spodbuja, uči, vabi k sodelovanju v življenju cerkve, bodisi s tiho molitvijo ali pa z bolj aktivno pomočjo v življenju cerkve. Sama je namreč okoli sebe zbirala svoje prijateljice, somišljenice, iz katerih so potem išle prve katehistinje in organistke. To je mogoče v današnjem času še kako pomembno, ko je recimo pomoč laikov v življenju cerkve res tako pomembna. V življenju je Cvetana mnogo trpela, imela je bolezni, preizkušnje in moč za soočanje, sovpadanje s trpljenjem in preizkušnjami je dobivala iz molitve sakramentov. In na ta način tudi nas vedno znova in znova vabi, da redno sprejemamo sakramente. Prav tako nas svojim zgledom vabi, da redno častimo Evharistijo in se redno udeležujemo svete maše. Ker pa je v življenju res veliko trpela, nam je lahko tudi za zgled tudi v tem. Vabi nas oziroma uči nas, da je edini način, da se soočamo s trpljenjem, boleznimi in preizkušnjami enostavno ta, da jih preprosto sprejmemo, jih darujemo Bogu in tudi v pomoč bližnjemu. Tako je vse skozi živela tudi sama. Svoje trpljenje je vedno znova in znova darovala Bogu, pri tem pa poskušala pomagati ostalim trpečim in bolnim.
Tudi takrat, ko je bila sama v bolniški posteli, je zmerom želela pomagati in tolažiti druge bolnike. Prav tako nas uči, da je trpljenje plemenito, da je edino, da nas trpljenje lahko plemeniti, da lahko preko trpljenja spoznamo, kakšno je v resnici naše življenje in kakšen je v resnici naš pravi cilj. To je seveda pot k nebesa, k Bogu. Na čisto enostaven način pa nas tudi lahko trpljenje uči, da mogoče v našem življenju ni vse dobro in prav in da ga lahko spremenimo, uberemo drugo smer. Zaradi vsega tega sem prepričana, da je lahko res Svetana tudi danes, v današnjem času, res zgled mnogih in da nam res lahko vsem pomaga, da postanemo boljši ljudje in kristjani.